Pozdravljeni in dobrodošli. Danes se lotevamo ene precej zanimive ideje, ki jo naši viri imenujejo moderna digitalna renesansa. Ja, pozdravljeni. Sliši se morda malo marketingško na prvo žogo, kaj ne? Res je, ampak ko pogledaš podrobneje, je ta primerjava z Leonardom da Vincijem, presenetljivo na mestu. Takrat sta umetnost in znanost zacveteli na čisto nov način. Danes pa vidimo nek podoben preporod, ki ga poganjajo digitalna orodja, umetna inteligenca, pa navidezna resničnost, strojno učenje. V bistvu cel kup novih tehnologij. Točno. In izhodišče za tole najšnjo današnjo razpravo so izpiski iz enega besedila, ki se imenuje Digitalna renesansa, polimati, vizije in prihodnost. Kaj je torej cilj danes? Ne samo, da ponoviva, da živimo v času sprememb, to vemo vsi. Seveda. Ampak da res razpakirava jedra tega digitalnega preporoda. Kdo so ti sodobni ustvarjalci, ti digitalni polimati, kot jih imenuje vir? Ja, kdo so ti ljudje? So res nekakšni novodobni Da Vinci ali morda bolj realno življenjski Tony Starki? Kje to dejansko vidimo? Kje se to dogaja? Pogledala bova dva, recimo, zelo različna primera. En je Disneyev tehnološki laboratorij. Imagineering. Ja, znotraj tega giganta zabave. Drugi pa čisto na drugem koncu Hacksmith Industries. Garažna delavnica, ki nemogoče ideje spreminja v resničnost. Ful zanimiva primerjava. Pa dotaknila se bova tudi vizij tehnoloških velikanov, ki nekako gradijo igrišče za vse to dogajanje. In ta primerjava z renesanso res ni samo površinska. Ne gre samo za tehnologijo kot tako. Ne. Ampak za temeljno spremembo v dostopnosti in načinu ustvarjanja, ocena vrednosti digitalne ekonomije skoraj 25 bilijonov dolarjev do leta 2025. Ogromna številka. Ogromna, ja. Ampak to je samo ena plat. Bolj fascinantno je, vsaj zame, kako se za temi številkami skriva ponovno prebujen človeški duh. Iskanje, izražanje, inoviranje. Ki ga omogočajo ta orodja, dostopna širše kot kdajkoli. Točno. Dostopna na način, ki si ga prej nismo mogli niti predstavljati. Torej, kje je ta ključna razlika med renesanso takrat in danes? Viri močno poudarjajo demokratizacijo. Ja. Zgodovinska renesansa je bila, roko na srce, precej elitistična. Odvisna od bogatih mecenov, recimo Medičejcev. Absolutno, brez njih ne bi bilo marsičesa. Danes pa imaš orodja, kot je recimo Blender, brezplačen program za 3D modeliranje, ali pa platforme kot Midjourney za AI slike. Ki omogočajo ustvarjanje praktično komurkoli. Ja, komurkoli z internetno povezavo. Sodelovanje postane globalno. Točno tako. In ta demokratizacija ne pomeni samo, da lahko več ljudi ustvarja, spreminja se sama narava umetnosti. Kako to misliš? Tradicionalna umetnost je bila pogosto statična, ne? Slika, kip. Digitalna pa je lahko dinamična, interaktivna, celo generativna, se samo ustvarja. Poglejmo Davida Hockneya, slikarja, ki uporablja iPad kot platno. Ja, njegove razstave so bile v Tate Modern, če se ne motim. Res je. Digitalne slike v vrhunski galeriji. Ali pa Roman Verostko, pionir algoritmične umetnosti. On s kodo ustvarja dela, ki spominjajo na iluminirane rokopise, ampak so popolnoma sodobna. Koda postane njegov čopič. Zanimivo. Orodja kot dalje pa gredo še korak dlje. Kar je tukaj res fascinantno je, kako premikajo težišče ustvarjalnosti. Ni več nujno potrebna desetletja urenja, tehnične spretnosti, risanja ali slikanja. Ampak kaj potem postane ključno? Moč ideje. In sposobnost, da to idejo artikuliraš. Da jo zapišeš v obliki ukaza, prompta, kot rečemo. To je nova veščina. In ta premik seveda odmeva tudi v gospodarstvo. Ni več samo, da imaš IT oddelek nekje v kotu. Daleč od tega. Podjetja gradijo celotne infrastrukture na podatkih in umetni inteligenci. Platforme za sodelovanje, Teams, Slack, to je postalo hrbtenica globalnega dela. Kar je bilo nekoč logistična nočna mora, je danes... Samoumevno. Ja. Ampak s temi priložnostmi pridejo seveda tudi novi izzivi, predvsem etični. Na kaj ciljaš? Podatki. Upravljanje podatkov, ja. Pristranskost umetne inteligence. Vprašanja zasebnosti.
To postaja nekakšen novi humanizem 21. stoletja. Iskanje vrednot, etičnih okvirov, ki bodo usmerjali ta razvoj. Da tehnologija ne uide izpod nadzora, ampak hkrati naj bi izginilo 85 milijonov obstoječih delovnih mest. To je ogromna sprememba. In kaj to pomeni? Da prilagodljivost, sposobnost nenehnega učenja ni več samo prednost, postaja nuja. In to je točno to, kar terja polimatski pristop, o katerem govoriva. Tako je. In orodja to nekako podpirajo. Poglejmo pakete kot Adobe Creative Suite ali pa organizacijska orodja kot Notion. Omogočajo posamezniku nadzor nad celotnim procesom, od ideje do distribucije. Malo spominja na Da Vincija v njegovi delavnici, ne? Sam je nadzoroval vse od mešanja barv do končne slike. Dobra primerjava. Seveda pa ne smemo biti naivni. Obstajajo tudi senčne plati. Kibernetska varnost, na primer. Macijami. Ja, burnout je resna tema. Zato potrebujemo vzporedno etično renesanso, da zagotovimo, da ta močna orodja uporabljamo odgovorno. V bistvu, digitalna renesansa gradi most med preteklostjo in prihodnostjo. Ampak, če je renesansa ponovno odkrivala modrost antike, kaj odkrivamo mi danes? Mi danes skozi kodo, podatke, algoritme aktivno odkrivamo in širimo meje človeškega potenciala. In kdo so ti akterji, ki najbolje utelešajo ta duh? Viri in pavijo moderni digitalni polimati. Beseda polimat pomeni nekoga z znanjem na mnogih področjih. Da Vinci je arhetip. Klasični primer. Ampak ali je današnji digitalni polimat res samo Da Vinci z računalnikom ali gre za nekaj drugačnega? Viru je uporabljena primerjava Da Vinci sreča Tonija Starka. Kaj to pravzaprav pomeni? Zanimivo vprašanje. Morda gre za kombinacijo te širine znanja in sposobnosti hitre praktične izvedbe, ki jo omogoča tehnologija. Hitrost je ključna. Ja, in učinkovitost. Poglejmo Elona Muska. Njegovo delo v SpaceX, Tesla, Neuralink. Ni samo inženjer, ni samo podjetnik. Je vse to in še več. Je vizionar, ki sanja o Marsu, hkrati pa vodi razvoj električnih avtov in možgansko-računalniških vmesnikov. Fascinantno je, kako sintetizira znanja fizike, programiranja materialov, marketinga, strateškega vodenja. Njegovi vizije imajo res nekaj tiste Da Vincijeve drznosti, tistih skic letečih strojev. Ja, ampak sodobno tehnološko podlago. Drugi primer, ki ga omenja vir, je James Hobson, Hacksmith. O njem bova še govorile. Ja. On pa uteleša bolj ta starkovski pristop gradnje v garaži. Vzame koncept iz znanstvene fantastike in ga z inženirstvom in sodobnimi orodji naredi resničnega. Ampak ni omejeno samo na te tehnološke mogočce, kaj ne? Vir omenja tudi druge. Seveda ne. Kaj pa nekdo kot Tim Ferriss, avtor, podcaster, investitor, pa še poliglot in eksperimentator z učenjem. On pravzaprav uči druge, kako postati bolj učinkovit, bolj vsestranski. Zelo promovira uporabo digitalnih orodij za doseganje ciljev, recimo z načelom 80-20. Ja, njegova knjiga 4-urna delovna nedelja je bila kar prelomna za mnoge. Res je. Ali pa Marques Brownlee, MKBHD. Tehnološki recenzent na YouTubu. Začel je kot najstnik, danes ni le recenzent, je vrhunski snemalec, montažer, fotograf, vodi uspešno medijsko podjetje z milijoni sledilcev. Iz strasti je zgradil kariero, ki zahteva cel kup različnih veščin. Točno. To je polimatstvo v praksi. Kako pa sploh pride do tega? Kako ti ljudje nastanejo? Ključna je spet revolucija v dostopnosti znanja. Predstavljamo si Da Vincija, omejenega na knjižnice svojega časa. Malo knjig, težko dostopnih. Danes pa platforme kot Coursera, ADX, celo YouTube ponujajo tečaje o skoraj vsem. Od kvantne mehanike do digitalnega marketinga. Znanje je na dosegu klika. Tako. To omogoča hitrejše pridobivanje znanja na različnih področjih in tista starkovska analogija gradnja oklepa iz odpadkov ima vzporednico v današnjem svetu odprte kode. GitHub in podobne platforme. Ja, omogočajo ustvarjalcem, da gradijo na delu drugih, hitro sestavljajo prototipe, testirajo ideje.
Ampak ali ni tu nevarnost, da postaneš mojster za vse, specialist za nič, širina proti globini? To je ključni izziv, absolutno. Zdi se, da pravi digitalni polimat ni nekdo, ki ve samo malo vsem, ampak nekdo, ki zna znanja iz različnih domen povezati, sintetizirati v nekaj novega. Nekaj, kar je več kot vsota delov. Tako nekako. Interdisciplinarno povezovanje je ključno. Te profile vidimo tudi v podjetništvu in aktivizmu. Brian Chesky iz Airbnb, on ni le poslovnež. Ne, združil je oblikovalsko razmišljanje, podatkovno analitiko, razumevanje psihologije, da je ustvaril platformo, ki je spremenila potovanja. Ali pa Reshma Saujani, ustanoviteljica Girls Who Code. Ja, odličen primer. Po izobrazbi pravnica, ampak je svojo strast usmerila v tehnološko opismenjevanje deklet. Postala je vplivna zagovornica, mentorica. Torej, ti posamezniki so pogosto katalizatorji sprememb. Vsekakor. Ne le ustvarjajo zase, ampak premikajo meje na širši ravni. Te ideje o polimatih, demokratizaciji, zvenijo super v teoriji, ampak kje to vidimo, v praksi? Kje obstajajo te moderne, renesančne delavnice? Ja, dajmo pogledati konkretne primere. Naši viri omenjajo dva zelo različna. Najprej Disney Imagineering Tech Lab. Imagineering. Že samo ime je genialno, ne? Združevanje domišljije, imagination, in inženiringa. Ustanovljeni so bili že leta 1952, da so ustvarjali Disneyland. Res je, ampak njihov tech lab je še posebej osredotočen na prihodnost. Raziskovanje, prototipiranje z najnaprednejšimi tehnologijami. AR, VR, robotika, AI. Z namenom ustvarjanja novih doživetij v parkih in filmih. Točno. Kako pa to izgleda v praksi? Sliši se malo kot znanstvena fantastika. V resnici je zelo strukturiran proces. Tam delajo izrazito multidisciplinarne ekipe. Inženjeri, umetniki, znanstveniki, pisatelji, pravi digitalni polimati, o katerih sva govorila. Sodelujejo skupaj na projektih? Ja. Z VR orodje lahko recimo doživijo in testirajo novo atrakcijo, recimo polet skozi Pandoro iz Avatarja, še preden je zgrajan en sam fizični element. Wow. To prihrani ogromno časa in denarja, verjetno. Gotovo. Veliko vlagajo tudi v interaktivnost. Razvijajo senzorične sisteme, ki zaznavajo gibanje, celo čustva obiskovalcev in temu prilagajajo zgodbo. Torej, izkušnja ni enaka za vse. Lahko se prilagaja. Predstavlja si virtualnega Mickey Mousea, ki se odziva na otrokov nasmeh, ali pa napredna AR očala, ki so jih predstavili leta 2023. Kaj pa ta delajo? Okolico parka obogatijo z digitalnimi elementi. Morda vidiš zmaje, ki letijo nad gradom, ali pravljične like, ki se sprehajajo med obiskovalci. Sliši se neverjetno. Njihov raziskovalni oddelek Disney Research, ki sodeluje tudi z univerzitetami kot je ETH Zürich, pa skrbi za preboje na področju računalniške grafike, manipulacije videa v realnem času. Vse to sledi njihovi viziji. Združiti tehnologijo in čustva za nepozabne zgodbe. Fascinantno. Ampak to je Disney, ogromna korporacija z neomejenimi sredstvi praktično. Ja, res je. Kaj pa na drugem koncu spektra? Vir omenja Hacksmith Industries. To se sliši bolj garažna. Lahko bi rekli garažna verzija renesančne delavnice, ampak z globalnim dosegom. Ustanovitelj je James Hobson, kanadski inženir. Njegov YouTube kanal ima več kot 15 milijonov naročnikov. 15 milijonov? To ni več garaža. Po dosegu gotovo ne. Njihov cilj pa ni samo zabava. Gradijo konkreten most med fikcijo in resničnostjo. Vzamejo ikonične predmete iz filmov, iger, stripov in jih poskušajo dejansko zgraditi. Kakšne stvari pa gradijo? Sliši se kot sanja vsakega pislarja? Verjetno res. Njihova mantra je: naredimo nemogoče resnično, vsak dan. In rezultati so, osupljivi. Leta 2017 so ustvarili, slej tako trdijo, prvi delujoči izvlečni plazemski svetlobni meč. Čakaj, delujoči? Kot v Vojni zvezd? Ja, resna zadeva, ki kuri in tali. Leta 2022 so predstavili laserski sistem, ki posnema Supermanov toplotni vid in topi jeklo. Noro.
Zgradili so elektromagnetni ščit stotnika Amerike, ki se pritrdi na roko. Thorovo kladivo Mjolnir, ki se dejansko vrne k uporabniku z močnimi elektromagneti. In celo delujočo Batman